Zahodni strokovnjaki napovedujejo, da bo Indija kot velesila zmagovalka 21. stoletja. Vse bolj zanimiva pa postaja tudi za jeseniške podjetnike. Drugega omizja o možnostih poslovanja z Indijo so se udeležili predstavniki različnih gospodarskih panog, med katerimi so prevladovali interesenti iz kovinsko-predelovalne in jeklarske industrije. Pridružilo se jim je tudi nekaj predstavnikov izobraževalnih institucij in zdravstvenega turizma. Veseli smo takšnemu odzivu jeseniških gospodarstvenikov, kajti gre za okroglo mizo, ki je bila nekako ciljana na določene gospodarske panoge in tukaj moram res pohvaliti jeseniške gospodarstvenike, da so se vsi odzvali, kar pomeni, kar je za nas nekakšen signal, da tudi podjetja iz Jesenic vidijo iz dneva v dan, da se bodo vedno morala bolj obračati na zunanje trge in sicer ne več na naše tradicionalne, to se pravi trgi Zahodne Evrope, ampak bo potrebno začeti gledati tudi naprej. Številna gorenjska podjetja so že našla poslovne priložnosti na Kitajskem, zato je odveč bojazen, da jih ne bi našla tudi v vse bolj rastočem indijskem trgu, ki je po nekaterih kazalnikih že presegel kitajskega. Gre za popolnoma nov trg, oddaljen trg, za katerega je treba najprej spoznati način poslovanja, njihovo kulturo, njihov način sklepanja poslov, vendar pa že tudi v Sloveniji obstajajo specializirani svetovalci, ki so pripravljeni pomagati našim podjetnikom, saj imajo že bogate izkušnje z drugimi podjetji v Indiji in tako seveda ti vedno se na tak način lažje odpre tvoja poslovna pot, kot pa da bi šel samostojno, kar menim, da tudi ne bi bilo pametno z tega vidika, saj ponavadi je boljše, če nekaj ponujaš v kompletu z nekom v sodelovanju, kot pa nekaj posameznega. Mateja Geder že poldrugo leto živi v indijskem New Delhiju, kjer se ukvarja z več izobraževalnimi projekti povezanimi s pametnimi mesti in vasmi. Med drugim svetuje slovenskim podjetjem pri vstopanju na ogromen indijski trg. Za vstop na indijski trg zagotovo moraš biti vztrajen, ampak nič ni nemogoče. Začeti pa je seveda potrebno strateško, z manjšimi koraki, opreti se je potrebno na iniciative, ki že v Indiji obstajajo, tako na ambasade, kot na častne konzule, kot na številne projekte, ki v Indiji že potekajo, ki jih vodimo Slovenci in seveda na tak način je pot veliko lažja. Kajti Slovenci, ki živimo v Indiji, imamo vzpostavljeno mrežo in seveda podjetja, ki bi bila zainteresirana za vstop na trg, seveda lažje pripeljemo do pravih indijskih partnerjev. Administrativni postopek odpiranja podjetja v Indiji samim tujcem ne predstavlja posebnega problema. Bistveno več časa morajo posvetiti iskanju ustreznih poslovnih partnerjev, od katerega je v veliki meri odvisen uspeh podjetja. Za vzpostavitev firme boste potrebovali seveda slab mesec, je pa seveda od vseh predhodnih aktivnosti odvisno, kako dolgo boste potem lahko tudi na indijskem trgu obstali. Ampak nikakor ne želim podjetij, ki si jih zanima indijski trg, da jim vzamem ves pogum že v tej začetni fazi, ko se odločajo. Obstajajo uspešne zgodbe o uspehu v Indiji, obstajajo dobre prakse, tako da vabljeni v Indijo. Omizja se je udeležil tudi državni svetnik Stevo Ščavničar, ki meni, da velikansko tržišče Indije ponuja zelo veliko priložnosti. Med tistimi, ki so že uspešno navezali stike, je jeseniško podjetje Acroni. Glede na to, da je Acroni podjetje, ki izdeluje zelo v ozkem segmentu specialne kvalitete, je to pričakovano in razveseljivo po drugi strani, ker pomeni, da na Jesenicah že imamo izkušnje v poslovanju z Indijo, če se pošten imajo izkušnje. Po drugi strani je pa tudi podjetje Sol, ki me je presenetilo, da tudi sodeluje z Indijo na bolj spontan način, torej vendar ne kot nekdo, ki ima neko super tehnologijo ali pa edinstveno pozicijo na trgu, ampak nekdo, ki je pokazal zanimanje in s tem uspel.